iCockpit ali Icon? iCockpit, ja. Ja, reče se iCockpit. Poglejmo, zakaj gre. Nam ni treba preveč odmikati pogleda z ceste, da pridemo do tistih informacij, ki jih rabimo. Ne? Ja, mi je bilo všeč. So v bistvu merilniki v višini oči. Ko ti pogledaš merilnike, samo hipec gor in že gledaš v bistvu skozi steklo. Ne? Ni tistih pogledov gor, dol preveč. Ne? In je absolutno prednost. Majhen volan me tudi ne moti. Predno sem testiral te majhne volane, sem mislil, da bojo bolj moteči, kot pa so bili zdaj v bistvu. Ne? Ta merilnik nad volanom pa je po par kilometrih nekaj normalnega. Ko sva ženo se odločala za avto, sva bila oba skeptična, ne, kje so, volan je nekaj presekan, vse je tam gor, nimaš merilnikov tako, zakaj ne bi raj mogoče Citroen head-up display ima, to je ful dober, ta ga nima, ampak ga ne rabiš, kar je še boljš. Prikazovalnik nad volanom, to mi je v bistvu všeč, ker malo manj z očmi greš gor pa dol. Starejši, ko si več imaš problemov s tem, da oko narediš, daleč moraš imeti dvoje očal, to pa v avtu ne moreš imeti, ali moraš imeti pa bifokalna. Ne? Tako da, kar se tega tiče, je boljš, če je to čim višji pa čim dalj, da oko ima najmanj problemov, ko si starejši, ja, ne gre. No, dilema vsekakor ostaja, katere podatke je treba videti. Pri 300 smici, glede na kako je bila nastavljena, se mi je že zdelo, kako imajo preveč podatkov naenkrat. Preveč stvari naenkrat se prikazali, pa preveč barno. Ne. Bi rekel, da bi skoraj bilo boljš manj, pa bolj jasno izraženo. Tako bi se v 2008 mi je bila na ta način bolj všeč. Na head-up displeju v svojem avtu je maksimalno, kar lahko dobim, je hitrost, razdalja do avtomobila, koliko je nastavljeno za radarski tempomat, omejitev hitrosti, pa v primeru, če imaš navigacijo, še navodila, kam zaviješ, ne pa celotne poti. Tukaj pa imaš recimo pri navigaciji izrisano celotno pot, celotno mapo in se lažje znajdeš zaradi tega. Torej, Peugeot je z iCockpitom olajšal branje zemljevidov, a eni bi vseeno to imeli še više, projicirano. Tle v iCockpitu, bi rekel, od zadaj se zemljevid pelje. In ti lepo pelješ po zemljevidu in ima to smisel. Ampak isto, kot je zdaj tle noter, tako bi rekel v drugem planu, tudi tam, neka silhueta zemljevida in sem tako, da vidiš. Visoko nameščeni merilniki so en element iCockpita, drug element, ki prvega omogoča, pa je seveda izredno majhen volan. Meni je majhni pa bolj te športni volani zelo všeč. To zelo preferiram, rekel. Je pa res, da če tako majhen, kot so pri Peugeotu, je pa bolj težko narediti, da bi števce gledal skozi volan, ker je dansko prostor skozi volan premajhen, da bi vse števce dal v ta prostor. Sem zelo dosti navajen, da imam, se pravi, števc pa te osnovne informacije znotraj volana, nimam čez. Jaz sem še zmeraj to, da bi bilo notar, Se je nekako manjša razdalja med cesto pa med zaslonom, ampak še zmer nekakšna tradicija, da bi dol pogledal bolj. Nisem zelo za inovacije, ampak na to bi se brez problema privadil. Za tiste, ki radi ležijo v avtu, pa ne moreš to narediti, pa mogoče kakšen kaj manjši, tudi težko si zrihta, ampak mene ni nič motil. Lahko imam noge pod volanom, jih lahko premikam, ne tako, da moram čist narazen noge, tako da me ni nič motil. Res je, da jaz sem navajen voziti z eno roko, recimo. To je mogoče treba malo spremeniti, tudi iz varnostnega vidika je boljše, če človek vozi z obema rokama. Ampak to so malenkostne prilagoditve, ki mislim, da ne bi mi delale težav. Mislil sem, da me bo motil to, ker ni okrogu. Super je to, ker je zgor ročka ravna, roka tako lepo pade. Edina ena stvar mi manjka, to moram reči, šalthebel, da še desno roko daš na in pol je to. Skoraj idealno. Recimo, ker jaz ne vozim tako, jaz ne morem, jaz vozim tisto. Tako smo se učili, Mi smo mozali volan, in jaz še vedno ga zmozam, Ja, tako je, A veš, tisti mi je, kako boš to, Ja, preprimaš ga lepo, pa pol, tako in ko greš iz ovinka ven, se volan sam, ga sem spustiš, ga primaš, malo naravnaš, pogledaš, če si kakšen SMS dobil na mobitelu in tako. No, tega niste slišali. Ampak en problem, oziroma problemček, ki so ga naši testni vozniki zaznali, lahko v Peugeotovem oblikovalskem laboratoriju razmeroma enostavno rešijo.
Sam sem bolj navajen head-up displeja na vetrobransko steklo. Tukaj se mi še vedno zdi občutek, da manjka spodnji del števcev. Pač vizualno tak občutek, čeprav dejansko ne. Ker se pač ne vidi fizičnega roba plastike oziroma kroma, česarkoli. Armatura je cela črna in tudi zaslon je črn, da bi bilo mogoče okvir, kakšen tak drugačen, da bi pač nekako dosti lažje ujel zaslona. Merilniki so posebni tudi z vidika samega prikaza, 3D prikaza. 3D efekt je zaslon oziroma slika, števc se premakne malo. Čisto malo, take minimalne premike naredi, zbuditi pozornost. Ko sem prvič slišal za to, pač takrat, ko je bil 208 predstavljen, se mi je zdelo, da je to pač samo en gimmick, ki neuporaben, ampak za marketing. Ampak v bistvu je res dober občutek med vožnjo dajemo. 3D displej je narejen tako, da je pač zadaj nek ekran, navaden, klasičen, tako pri večini modernih avtomobilov že. Potem pa spredaj zaslon, oziroma spet steklo, na katerega od odzgoraj projiciramo sliko. S tem dobimo 3D učinek, skratka informacije, ki so projicirane spredaj, bliže našim očem, so nam bolj izpostavljene. Tisto, kar je zadaj, je pa bolj za periferno, pač dodatne informacije. To so torej občutki naših gledalcev glede ureditve armaturne plošče z imenom iCockpit. Je pa testna vožnja razkrila tudi druga občutja, glede dinamike in glede električnega pogona. 3-suspnica se pelje zelo lepo. Če pri 2008, ki se pa pozna, da je rang nižji, pa je malo bolj glasen, predvsem zadnje zmetenje, se mi zdi sploh, ko udari dol iz ležečega oplicaja. Rebound je malo trši pa glasnejši, se mi zdi. 300-suspnica je pa zelo, se mi zdi, dobro zvočno izgledana. Kar bi rekel, kar vrhunca razreda, bi se rekel. Je sama Mazda, pa se mi zdi, da je glasnejša. Pri samih požiranih lukenj. Super občutek vožnje, pospeški, bi rekel, tudi to, da avto ni tih, mi je všeč, se pravi, da ga slišiš, da ga čutiš, mislim, stabilnost. Ne vem, jaz sem vozil do zdaj elektriko BMW i3, tisti je seveda manjši avto od tega in ima blazne pospeške, res, tam, ko pritisneš tisto, kar ga izstreli. In kar mi je bilo zanimivo, na BMW-ju, ko si spustil gas, se je zelo hitro ustavil. Ta avto se pa lepo pelje, tako, ni tisti, da spustiš gas, pa te kar zabije v špegu, ampak tako lepo, mislim, se tako pelje zelo lepo. In dragi gledalci, težko smo dočakali te čase, ko se končno lahko spet bolj pogosto družimo in skupaj testiramo različne tehnologije. Da pa boste pravočasno obveščeni, kdaj sprejemamo prijave na takšne testiranja, predlagamo, da če še niste, prav zdaj postanete naročniki našega kanala. Saj veste, gumb naroči, pa zvonček poleg njega. Torej, do prihodnjič.